Klubske sezone je uradno konec, prihaja pa reprezentančni vrhunec. Srečanje 29. kroga državnega prvenstva se je zaključilo tekmovalno leto. Cerklje so doma premagale Gažone, remizirala sta Aluminij in Krim. Pogledali si bomo drugi del prispevka, s kakšnimi ambicijami so v sezono startale ekipe, ki so se v drugem delu borile za razvrstitev od 5. do 11. mesta. Kdo je uresničil cilje in kdo je razočaral? Začeli pa bomo z reprezentanco, ki se je zbrala v Mariboru na pripravah pred zadnjima dvema tekmama kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Ciljna črta je na obzorju. Slovenska reprezentanca je pred zadnjima dvema dejanjema kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. V nekaj dneh se bodo igralke pod vodstvom selektorja Saše Kolmana srečale z Avstrijo in Nemčijo. Najprej bo na vrsti gostovanja pri severnih sosedah, ki so v meglenem Kopru izgubile z 0:1. Zara Kramžar je pred golom in Slovenija vodi. 1:0, Zara Kramžar. Mislim, da smo že dokazali, da je Avstrija premagljiva ekipa, da smo zmožne tega in mislim, da bomo res dali vse od sebe, ta kanček energije, kjer še imamo po res dolgih sezonah vse. Vem, da kvaliteto imamo kot ekipa in da nam pač res lahko uspe. Prvi trening, malo zabave zraven, da se vsi sprostimo, da se zberemo. Tako da jutri pa začnemo s taktiko in že danes večer z sestanki in tako dalje. Tako da se začne že danes priprava na te dve tekmi. Zdaj na teh prvih treningih je kako premagati Avstrijo, pol po Avstriji pa kako premagati Nemčijo. Tako da ne, pač mi moramo gledati nase, moramo se čim bolj pripraviti na to tekmo, predvsem na Dunaju. Zdaj ves fokus gre pač s to tekmo z Avstrijo in pol po petku bomo razmišljali o tisti drugi tekmi. Ugoden rezultat na Dunaju bi Sloveniji že krog pred koncem zagotovil obstanek v Ligi A, obenem pa tudi nadaljevanje v play-offu, kar res da prinaša tudi zadnje mesto, a četrta pozicija v naslednjem ciklu vodi v Ligo B. Na lestvici ima trenutno Slovenija 3 točke, Avstrija je na zadnjem mestu z 1, Nemčija je prva z 10, Norveška pa druga z 9. To sta iz naše skupine ekipi, ki se bosta potegovali za neposredno uvrstitev na mundial. Avstrija igra doma, kar je v nogometu lahko rečemo vedno prednost, ampak mi smo res dobra ekipa na visokem nivoju, punce smo vse pripravljene, da damo vse od sebe, da pustimo srce v Avstriji in pač prinesemo te 3 točke domov nazaj v Slovenijo. Avstrija je tako zelo pomembna tekma, si želim, da jim odzamemo točke, seveda. Se pa tudi zelo veselim tekme v Stožicah, saj je prva tekma, ki jo bomo odigrali tam in upam, da se zbere čim več navijačev, da bomo imeli dobro vzdušje in odigrali super tekmo. Po povratku domov z Dunaja bodo Stožice pričakale zaključni obračun naše skupine. V goste prihaja Nemčija. Ja, mislim, da prva tekma ženske reprezentance v Stožicah, kar je pač res velika stvar in lahko vzamemo to tekmo kot neko nagrado za ves ta trud, kjer smo pač dali skozi res že dolge sezone in mislim, da pač, če nam uspe v Avstriji, lahko gledamo na to tekmo kot neko nagrado in pač seveda hočemo presenetiti tudi Nemčijo in lahko pač dosežemo nekaj več. Tako da mislim, da zna biti res dobra tekma. Zakaj ne bi razmišljali o tem, da gremo vsake tekmo pač probati zmagati? Zakaj ne razmišljamo o tem, da lahko premagujem tudi največje? Konec koncev smo bili parkrat že toliko blizu in jih tudi premagali. Tako da se, moramo verjeti v to, česa smo sposobni, moramo biti samozavestni in tekme se vedno igrajo zato, da probaš nekoga premagati. 9. junija vsi vabljeni v Stožice, Slovenija bo igrala proti Nemčiji, 4 dni predtem pa se bo mudila v Avstriji. V domačem prvenstvu so članice 4 ekip, ki so se borile za naslov, zaključile z obveznostmi prejšnji teden. Še 3 tekme spodnjega doma so bile na sporedu v minulih dneh. V Mozirju je Olimpija igrala proti Žalcu Trbovljam. Cerklje so se od domače publike poslovile proti Gažonu, v Kidričevem pa sta se srečala Aluminij in Krim PC Bolit. Ogledali si bomo vrhunce te tekme ter dvoboja Cerkelj in Gažona, ki ste si ga lahko ogledali tudi v neposrednjem televizijskem prenosu. Lepo zdrav in dobrodošli v družbi slovenskih nogometašič, v družbi Planeta, sezona 2025-26 v ženski Ligi Triglav
se zaključuje. Na vrsti še zadnji letošnji prenos na naši televiziji. S kamero smo ob zelenici športnega parka Velesovo pri Cerkljah na Gorenjskem, kjer bomo spremljali tekmo 29. kroga med domačimi Cerkljami in pa ŽNK Gažonom. Kaže na zelenici v tekmah z enakovrednimi tekmicami, torej s klubi spodnjega dela lestvice. Zdaj priložnost za Cerklje in gol. Gol v 7. minuti. Domačinke vodijo. Takole je prišla do strela ta 17-letna nogometašica in popeljala domačo ekipo do vodstva z 1-0. A skupini proti Avstriji na Dunaju in potem še prvo igranje na uradni tekmi ženske reprezentance na stadionu Stožice proti Nemčiji. Tukaj udarec proti golu. Praktično od začetka, ko se je ustanovil klub ŽNK Ljubljana, je bila Urška Žganec trenerka in v tem tednu se je poslovila od nogometašic. Medtem priložnost za drugi gol Cerkelj, vratnica se je stresla, tako da 2 od 3 najboljših slovenskih klubov v tem trenutku brez trenerja, Mura in Ljubljana. Špela Perčič in pa strel in žoga je v mreži še drugič, v mreži Gažona. 2-0, strelka v 20. minuti, Ema Demjanović, podvojeno vodstvo Cerkelj. Po preigravanju Špele Perčič oziroma njeni podaji, potem natančen strel Eme Damjanović in Cerklje zdaj vodijo z 2-0. Takole pa zdaj domača dekleta hitro tečejo proti kazenskemu prostoru, nevaren strel od daleč znova. Zdaj je dober napad, končno Gažona. In potem malce prehiter strel, se mi zdi. Tamle zdaj je mogoče priložnost za Gažona, žoga gre proti mreži in gol. Znižanje rezultata, prišle so gostje do strela na robu kazenskega prostora in potem žoga je končala v mreži. Tamle vidimo številko 21. Pa medtem napad domače ekipe. Špela Perčič. Nov predložek, tam na rob kazenskega prostora. Žoga gre proti golu. Za las nenatančen strel. Ni bila natančna. Ostaja pri vodstvu Cerkelj z 2-1. Dobro, zdajle ima v dresu Cerkelj, ima Malgaj. Danes torej 88. nastop v prvi ligi za Dorino Kiral, ki je zdajle prišla v igro, medtem pa na drugi strani priložnost za Cerklje. Ali je to zdajle velika priložnost za tretji gol, lahko tudi že odločilni. Ponovno bi bilo 2 gola prednosti. Elizabeta Habe so tik pred zmago. Ja, zdajle je odpiskala konec tekme sodnica Vaneja Kalin in aplavz zbranih gledalcev za 3 točke Cerkelj, ki so zdaj pri 21 točkah.
tekma taka da je konc prvenstva, da mislim, da smo v celi sezoni zadovoljili, zaslužena pa zmaga nasprotnic. Občutki so mešani, potrudili smo se do zadnje minute. Rezultat drugače ni takšen, kot smo si ga zamislili, ampak smo se borili, prvenstvo je za konec, mislim, da smo ga lepo zaključili. Jaz mislim, da smo to sezono dokazali, da se da tudi z izgubo skoraj pol prve postave narediti nekaj iz novih igralk in iz nove ekipe. Tako da jaz sem ponosna na svojo ekipo. Tako da ja. Smo veseli, da smo tako zaključili sezono, bila je zelo težka, na začetku se je dogajalo veliko sprememb, ampak ta ekipa je samo rasla s kroga v krog, tako da v bistvu po tekmi svaka čast puncam in upamo, da gremo tako naprej. Še zadnjič, tretjič v tej sezoni so si segle v roke igralke Aluminija Kirurgije Estetikal in Krima PC Bolita. Na predhodnih dveh tekmah so bile Ljubljančanke precej boljše, zmagale so s 5-0 in 3-0. Z vitim strelom je Ana Matelič še pred 20 minuto obračuna povedla Krimovke v prednost. Presenetila je domačo vratarko. Prekinitev v zaključku prvega polčasa je prinesla izenačenje. Tajda Tušek je žogo z prostega strela poslala preko živega zidu in ciljala natančno pod prečko. Prekratka je bila čuvajka mreže Krima. Ko je bilo do konca manj kot 10 minut, je na robu kazenskega prostora znova preigravala Matelič in udarila na vrata Aluminija. Krimovke so bile drugič v prednosti, vendar se rdeče domačinke niso predajale. Gostje so storile veliko napako v obrambi. Ula Grm je imela čas, da je pomirila sama pred vratarko ter jo ukanila strelom ob vratnici. Aluminij je prvič po 5 porazih proti Krimu uspel ljubljanski zasedbi vzeti točko. (18 proti 0) je bil rezultat na srečanju Žalca Trbovelj in Olimpije. Cerklje so bile z 2-1 boljše od Gažona. Krim je na gostovanju pri Aluminiju imel 2-krat prednost in 2-krat so jih domačinke dohitele. Na koncu sta se morali ekipi zadovoljiti z remijem. Ko smo pri Aluminiju, povejmo, da so njihove starejše deklice postale državne prvakinje. Na dveh srečanjih so v finalu bile boljše od Mure s skupnim seštevkom 4-3. Prvič so igralke Aluminija dvignile pokal v ligi U15. V naslednjem prispevku pa sledi še drugi del pregleda. Kdo je v članski ligi izpolnil cilje in kdo z grenkim priokusom zaključuje sezono. Teden dni zatem, ko se je zaključilo prvenstvo za prve 4 ekipe, so sezono sklenila še moštva, ki so se v drugem delu ligaškega tekmovanja borila za razvrstitev od 5. mesta dalje. Z 0 točkami se bodo od sezone poslovile igralke Žalca Trbovelj. Moštvi sta združili moči ter se podali v skupno zgodbo. Ker dekleta še niso imela izkušenj s člansko ligo, je bilo pričakovati veliko golov v njihovi mreži ter tu pa tam kakšnega v nasprotnikovi. Vsaka točka bi bila velika kot Triglav. Vemo, da smo novinci, vemo, da imamo gotovi kolegi, trenerji danes, če ste zasledili, so rekli, da imamo najmlajšo ekipo. Ne verjamem temu, ne bom rekel, da ni res, ampak zagotovo smo mi najmlajša ekipa in z tega vidika nam bo toliko težje, recimo, kot drugim. Vem, da bo težko, vem, da bo naporna sezona, glede na to, da smo prvič. Manjka nam še veliko treningov. Glede na to, da smo se šele zdaj povezali, imamo par skupnih treningov, smo se povezali, ampak še vedno ni isto. Mogli bomo še dati veliko več treningov skupnih, da bomo prišli do tega, kar hočemo. Po 10 krogih je prišlo do menjave trenerja. Do konca sezone je moštvo vodil Dragan Rajkovič. Po zaključku bo čas za analizo in pregled dogajanja. Kar je gotovo, je dejstvo, da imajo dekleta zdaj 1 leto izkušenj in če lani niso dobro vedele, v kaj se podajajo, jim je zdaj jasno, kaj pomeni prva liga. V lanski sezoni so bile igralke Aluminija Kirurgije Estetikal v podobni vlogi kot Žalec Trbovlje letos. Prvič so zaigrale v članski konkurenci, a so v Kidričevem sestavili mešanico izkušenj in mladosti in se v novo sezono podali s popotnico 8. mesta. Bi rekel, da vidim potencial v teh igralkah, ki jih imamo, ampak zdaj prva naloga je jih navdušiti, spodbuditi k temu, da bodo res redno trenirale, ker brez tega enostavno ne gre. Delamo ogromno na vzdržljivosti, ki nam je v prejšnji sezoni manjkala, tudi tehnike, dejansko povezuje vse, ni laufanja oziroma teka na suho, tako da je predvsem ta povezanost, pa dejansko, da se vidi profesionalnost, isto ključno.
Točkovni izkupiček je bil boljši kot lani. 7 zmag v zadnjem krogu pa so imele priložnost, da preskočijo kar 2 rivala, če bi zmagale na poslednji tekmi. Ni jim uspelo, so pa izdatno izboljšale napad. Dosegle so 2-krat več golov kot lani. Pri Cerkljah so se pred sezono znova srečali z odhodi, a so pogumno zavihali rokave in se brez strahu pred nasprotniki podali v nov tekmovalni cikel. V bistvu je koncept isti, seveda bomo malo mogli prilagoditi glede na kvalitete posameznic, ampak seveda mlada kri, nova zgodba, definitivno vidimo še više cilje, kot smo jih pa trenutno dosegli. Začeli bomo čisto enostavno, tako da vidimo, kje smo, kako stojimo, glede na to, da bomo zelo mlada ekipa, da bomo pomlajena glede na lansko sezono, bomo videli, kje smo na splošno. V nadaljevanju prvenstva so izgubili še mladinsko reprezentantko Kajo Prelovšek, ki se je preselila v Ljubljano. V ospredje so stopila mlajša, domača dekleta. Za gole v napadu pa je poskrbela novinka, ki je prišla na Gorenjsko iz Gažona, Elizabeta Habe. 14 zadetki je izenačila lanski primat Jerce Plevel. V zadnjih 10 letih sta le še Manca Smolnikar in Lucija Kos v oranžnem dresu v eni sezoni dosegli toliko zadetkov. S prenovljenimi igralnimi površinami, ki so jih dobili na razpolago med letom, se že veselijo vstopa v novo sezono. Cilj je, da tokrat zadržijo tista dekleta, ki so nase prevzela največjo odgovornost. V 3. letu nastopanja v prvi ligi je Gažon naredil velik preskok. 2 sezoni zapovrstjo so bile Primorke na zadnjem mestu, 4 točkami. Jaz mislim, da bomo bili kakšno mesto višje na lestvici. Bolj smo samozavestni z novim trenerjem, imamo boljše treninge, vse boljše, tako da mislim, da letos bomo en korak višje. Pod vodstvom trenerja Zulića so jih letos nanizale kar 23. Mateja Blaževska je postala prva strelka. Na 25 tekmah je dosegla 11 zadetkov. Gažon je ena od zasedb, ki je v letošnji sezoni izpolnila ali celo presegla pričakovanja. Največja sprememba pri Mariborčankah pred sezono je bila selitev na drugo igralno lokacijo. V Zlatoliču imamo dosti boljše pogoje, kar se tiče nekih financ, infrastrukture in določenih stvari, tako da smo zaenkrat z pogoji tam zelo zadovoljni. Ohranile so igralsko jedro moštva, ki je lani nastopalo pod imenom Novogradnje Maribor. Štajerke so postale zelo solidna ekipa, ki se je znala upirati tudi moštvom z vrha lestvice. Proti Primorju so denimo izgubile s 3-1, pred nedavnim pa Olimpijo na gostovanju v Ljubljani ustavile pri izidu 2-2. Iz njihovih vrst prihajajo tudi mladinske reprezentantke. 18-letna Lana Šernek je letos na 22 tekmah dosegla kar 25 zadetkov. 7. mesto je dobro izhodišče za korak naprej v naslednji sezoni. Po remontu leta 2021 se je moral Krim znova sestaviti. Ljubljančanke so dokaz, da sta marljivo delo in vztrajnost 2 ključna elementa napredka. Lani so bile igralke pod vodstvom Žige Grgasoviča 6. Mislim, da lahko premešamo štrene ekipam, ki so nad nami. To je tudi cilj, a ne, da vsako sezono rastemo. Tudi letošnjo sezono so cilji višji iz tekmovalnega vidika. Tudi lansko sezono smo pokazali, da smo bili konkurenčni na teh tekmah za nasprotniki, ki so više na lestvici od nas, tako da odgovor je ja, definitivno. 13 prvenstvenih zmag so Krimovke zabeležile v tej sezoni. Ko sta se ligi razdelili na 2 dela, so imele na dosegu roke celo 5. mesto, še prej pa so v rednem delu prvič po letu 2018 slavile na mestnem derbiju proti Zmajčicam, a jim je v zadnjih krogih zmanjkalo sape, da bi še dvignile tempo. 6. mesto je lepa uvrstitev, predvsem zato, ker so tudi one, podobno kot Mariborčanke, izboljšale svoj točkovni izkupiček. Olimpija je druga najuspešnejša ekipa v aktivnosti. Letos sicer smo res zelo mladi, imamo mislim, da najmlajšo zasedbo. Žal se nam je spet zgodilo med pripravljalnim obdobjem, da so se nam 3-4 ključne igralke poškodovali, tako da bomo na začetku malo oslabljeni. Upam pa, da bomo lahko konkurirali vsaj prvim 3 ekipam v ligi. Sezona ni šla po načrtih. Iz lige za prvaka sta jih spodnesla Radomlje in Primorje.
Zmajčice so se skoraj da uspele vrniti in ni veliko manjkalo, da bi spet prišle v stik z Ajdovkami. Če bi se odigral še kakšen krog, bi jim morda celo uspelo, tako pa so se morale zadovoljiti z nastopi v ligi za razvrstitev. Čeprav tudi v drugem delu niso bile povsem suverene, so postale prvakinje spodnjega doma, a za moštvo, kot je Olimpija, to ni dovolj. Največji napredek pri moštvih iz drugega dela razpredelnice smo videli pri ekipi Gažona, zadnjega na 8. mesto. Žena Maribor je bil lani 9., letos 7. Olimpija je 5., sledi Krimpet Sabolit. Cerklje zaključujejo na 9. mestu, pred zadnje Aluminij Kirurgija Estetika, Žalec Trbovlje v prvi sezoni ni zbral nobene točke. V zaključku oddaje vas še enkrat vabimo v Stožice na zadnje srečanje kvalifikacij z Nemčijo. Podprite naša dekleta in hvala, ker ste nas spremljali v letošnji sezoni.